Hvala. Pozdravljeni kolegi, začnem takoj, da bom se ujel v času, v 20 minut. Tako razstavljen naslov odpira vprašanje, ali dr. Čehov s svojimi poznimi dramami ne le rešuje, ampak tudi posvoji, vzgaja živi plod, spočetje koncept v razpadajočem telesu tragedije. Kajti eden od nerešenih problemov pri usvajanju njegove dramaturgije je njena žanrska specifičnost, natančneje neskladje med tem, kako je avtor opredelil velik del svojih dram in kako so jih razlagali njihovi prvi odrski interpreti. V jedru škandalov in nesoglasij med gledališčniki, pisatelji, kritiki, bralci, gledalci je pojem komedija. Ruska kulturna klima poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja, ki deluje in ohranja klasično razumevanje del smešnega značaja, vzbujajočega smeha in nasprotja tragedije, očitno ni bila pripravljena sprejeti ustvarjalnih prizadevanj Čehova, da sta Utva in Češnjev vrt komediji, in je s tem pokazala izjemno kratkovidnost, namesto da bi spodbudila nastanek nove žanrske oblike, ki napoveduje pot svetovne dramaturgije za desetletja vnaprej. Čehov sam ne dodaja pojasnil, temveč vnetno vztraja pri izbranih oznaki kot nesporni. To je vse problematično vprašanje, ki zadeva širšo krizo žanra in vedno provociralo in vznemirjalo literarne teoretiki in teatrologi. V metarefleksijah, ki so nastajale v kontekstu različnih akademskih šol, so se razvile domislene teze o dvomno sprejeti komiografiji najpomembnejšega ruskega dramatika nasploh, a problem ostaja še nerazjasnen, ker nikoli niso bile zbrane in obravnavane celostno, tako glede podobnosti, kot tudi neskladij. V besedilu vsake od 4 kanoničnih dram so običajno temne točke, ki izzivajo literarne in novinarske interprete. Največkrat potekajo formalno, da ne bi iskali analitično podlago za svojo prisotnost in za svojo morebitno podobo usmerjevalno in konkretizirajočo semantiko. V enem prvih klasičnih spisov, ki so postavljali pod vprašaj meje komedije v Aristotelevi poetiki, je etimologija izraza izpeljana iz komodija, ki izhaja ne le iz korena kome v pomenu vas, temveč tudi iz komos, slavnostna množica ljudi, pustna povoroka. Povorka, se upravičujem. Ali v tem smislu, če govorimo o isti stvari, množici, sprevodu, ena od ustavljenih replik v 4. dejanju ne legitimira Utvo prav kot komedijo v njeni čisti obliki. Z vprašanjem se nanašam na naslednji odlomek, citiram, Medvedenko. Dovolite, da vas vprašam, doktor, katero mesto vam je bilo v tujini najbolj všeč? Dobro. Genova. Tretje. Zakaj pa Genova? Dobro. Tam se lije v ulicah sjajna množica. Ko zvečer stopiš iz hotela, so ulice polne ljudi. Potem se z množico premikaš brez vsakega cilja, sem pa tja, po ljubljavi liniji, živiš skupaj z njo, se z njo psihično zliješ in začneš verjeti, da je resnično množica ena svetovna duša. Konec citata, citiram po prevodu Milana Jesiha. Zdravnikovo pripovedovanje je navključno, vzpodbujeno z učiteljevim vprašanjem, ki pa v nadaljevanju dialoga ni več omenjen. A podoba množice, ki te vleče v svojo impulzivno, nelinearno tirnico in v njej izgubiš svojo orientacijo, namen, individualnost,
ko poskušaš razumeti, da si del dogodka samega, je obenem posebna erotična vznesenost, ki postavlja Dorna, ki je to vznemirjenje večkrat doživel, v šablonsko komično situacijo. Aristotel posredno upravičuje tragedijo kot omejen format. Citiram: tragedijo so inovatorji postopoma razvili v tistem, kar je oblikovalo, in po številnih spremembah je končala svoj razvoj, kjer je dosegla lastno naravo. Konec citata. Stavi torej predvsem na resno, trezno, brezizhodno, tipizirano do sterilnosti, zveni poučno, minorno, kar je v posameznih primerih lahko povzroči katarzo, a katarza kot notrni očiščevalni učinek ni a priori zagotovljena niti predvidljiva, gre za individualno sodoživljanje oziroma sotrpljenje, odvisno predvsem od akumulirane duhovne izkušnje in občutljivosti prejemnika. In če smo pošteni, moramo priznati, da je smrt tragedije, kot jo napoveduje George Steiner, v smislu njene samouresničitve in samoiztrošenosti, pravzaprav predvidel že Aristotel, ki je predlagal njeno tautološko smrtnost, enkrat kot smrt junaka v dogajanju in drugič same tragedije. Citiram: razvoj tragedije in vzroki za njen nastanek še niso pozabljeni. Začetek komedije pa je pozabljen, saj je nihče ni jemal resno. Konec citata. Čehov v bistvu končno začne jemati komedijo resno. In to se izkaže za težavo. Kot sem pred časom raziskoval Puškinov cikel malih tragedij, sem naletel na izvirno tezo Johana Altmana. Po njegovem mnenju 4 dramske miniature, citiram, predstavljajo tako rekoč finale velikih dram, ki so se zgodile prej. Konec citata. In lahko torej glede na povedano, češ, da je žanr malih tragedij oblikovan z redukcijo, zreducirano na metonimični povzetek, trdim, da so komedije Čehova v bistvu nekdanje tragedije, ki parodirajo svoje virtualne ekvivalente, torej komedije, kot nekakšne osvetljenje metamorfoze, kar pa v bistvu pomeni, da so palimpsesti. Svoj domnevo naj podkrepim z mislijo Patrisa Pavisa, ki vzbuja asociacije na Utvo. Citiram: za razliko od tragedije komedija zlahka podleže učinku odtujenosti in se raje bolje parodira, s čimer poudarja svoje lastne prijeme na lasten način konstruiranja fikcije. Gre torej za samozavesten žanr, ki pogosto deluje kot kritični metajezik in kot gledališče v gledališču. Konec citata. Toda ali bi lahko na podlagi takšne logike trdili, da je vsaka manifestacija gledališča v gledališču, na primer epizoda Mišolovk v Hamletu, zavestna komična intervencija? To sprašujem zato, da poudarim, kako ogromna je razlika med zapletom slavne renesančne tragedije na eni strani in njegovo lastno komično intervencijo na drugi strani, jasno in obsesivno upeto in nadgrajeno v Čehovo komedijo, ne glede na diametralno nasprotje žanrskega izhodišča obeh besedil. S cepljenjem komičnih elementov v korpus izčrpane in oživele tragedije, Čehov sploh ne posega na znanih banalnih potezah, ki jih najdemo na različnih mestih tudi pri Šekspiru, vnašanju komičnih podob v tragično intrigo, temveč nekaj bistveno bolj nepričakovanega in obetavnega. Poudarja zgoraj navedeno med očitnimi nasprotji. Dramatik se v kategorični postavitvi nominacije komedija podzavestno zaveda, da je ta najstabilnejši in vrhunski žanr. V svojem zgodovinskem razvoju se minimalno spreminja, za razliko od tragedije, ki v svoji želji po preživetju posnema zdaj melodramo, zdaj tragikomedijo, zdaj dramo. Želja po iskanju podlage za komedijo se v dramah Čehova ne poraja,
kjer ni nujno morala biti utemeljena in dokazana, temveč zaradi avtorjevega vztrajanja pri žanru, ki predvideva potrebo po poglabljanju v skorajda izmuzljive, labirintske algoritme njegovega dramaturškega mišljenja. Zato pa bi rad opozoril na izjemno misel Leva Tolstoja, ki jo je 18. januarja 1910 povedal doktorju Dušanu Makoveckemu. Citiram: on, Čehov, postavlja resno vprašanje v šaljivi interpretaciji. Konec citata. Ta ugotovitev lahko služi kot ključ do prodora v dramatikovo žanrsko razmišljanje. Skliceval se bom tudi na ameriško pisateljico in raziskovalko Joyce Carol Oates, ki v svojem znanstvenem eseju Čehov in gledališče absurda iz leta 1972 trdila, citiram: tragedija je sveta oblika umetnosti, a čim se v njem pojavi razmislek, dvom ali najmanjši impuls samoparodiranja, razpade, tragična celota pa izgubi smisel. Prav to se dogaja v dramah Čehova. Konec citata. In tako Martin Eslin, ugledni gledališki teoretik, ki je proučeval propad tragične intrige, pojasnjuje razlog za ta proces. Citat: očitno smrt tragedije izhaja iz izgube moralne odločnosti in metafizično utemeljenih načel. Konec citata. Zato se mi zdi, da je treba komedijo v Čehovu iskati ne toliko v smeri značilnosti žanra kot v psihoemocionalni izpolnjenosti zapleta, izraženega in izenačenega z objektom, kar pomeni razjasnitev v poteku dogajanja. Prav zaradi teh razlogov komedija ni specifična niti po dialogu, niti po zapletu, niti po parabesedilnih avtorskih navodil, torej ni prioriteta nobenega sestavnega dela strukture. Gre za konkretno aplikacijo razpoloženja, ki ga sugerira domača podoba, recimo improvizirani prizor na zasebnem posestvu, utvar, živa ptica, njeno truplo in nagačena podoba, območje gozdnih nasadov označena na topografskih kartah, most pa češnjev nasad, ki se postopoma in metodično pomika proti svojemu poetičnemu korelatu, dokler se ne loči od svojega materialnega ekvivalenta in zaživi kot samosvoj simbol. Zato so bolj na pravi poti agenti avtorjevih herbističnih slutenj vedno z brezčasnimi, duhovno očiščevalnimi in utopičnimi idejami obsedeni liki, ki jim je po njihovi zaslugi uspelo prodreti onkraj svojih zemeljskih skrbi. Arkadina, Astrov, nakazano, a iz zaplete izpuščeno Serebrjakovljevo ustvarjalno bistvo kot profesorja književnosti, Tri sestre in v paradoksalno-alegoričnem smislu anahronistična vizionarska narava zadnjega predhodnika Firsa. Vsak od njih deluje intuitivno in včasih ne samo govori, ampak govori tudi njegova podzavest. Tako gledano, Čehova komedija ne prevladuje le nad tragedijo, ampak tudi nad vsemi drugimi dramskimi podvrstmi. Njegove kanonične igre so zmagoslavje komedije in izhaja iz Urzeli navidezno nekomičnega zapleta. Toda, kaj omogoča to fenomenalno modifikacijo klasično uveljavljenega žanra, ki ga spreminja do nerazpoznanosti? Da bi perečo težavo lahko interpretirali v humorni in šaljivi perspektivi, je potrebna distanca do nje, ki se ne meri s pretečenim fizičnim astronomskim časom, temveč s njenjo psihoemocionalno premagovalnostjo, z drugimi besedami, z njeno objektivizacijo. Svoj sklep bom podkrepil s trditvijo Martina Eslina, citiram: ne gre za identifikacijo, pravi on, ampak objektiven pogled na like, pogled strani, vodi do tega, da se pokažejo v komični luči
Če bi se poistovetili s človekom, ki mu je spodrsnilo na bananinem olupku, bi občutili njegovo bolečino. Če ga pogledamo od strani, pa se lahko nasmejemo njegovi nesreči. Zato so osebi zrelih iger Čehova, v katerih mu uspe uresničiti svoj program, v bistvu komične, četudi je to, kar se jim zgodi, ljubezensko razočaranje, izgubo posestva, nezmožnost odhoda v Moskvo, žalostno ali tragično. Tako je program Čehova za nov pristop k dramatiki uveljavil tragikomedijo kot prevladujoč žanr. Konec citata. Zelo kratek primer. Profesor Serebrjakov, eden najbolj napačno razumenih in interpretiranih likov Čehova, ki ga je Vojnicki ves čas zamerjal, sumil in neutemeljeno napadal, ves čas navzven, navidezno, deloval kot tipični komični lik. Smešen, usmiljeno vreden, jezdljiv in siten starc, in to tako ostane, dokler ne vidimo situacije z njegovega zornega kota, stopimo pa na njegovo mesto in spoznamo njegovo bezhibno logiko in celo stoicizem v zrežisiranem škandalu tretjega dejanja. Medtem ko jaz sem govoril o programu, torej o premišljenjem konceptu v pristopu k žanru, zame drama Čehova ni toliko pod premišljenje strategije kot intuitivno mimetična reakcija na monoton, predvidljiv, prazen, do absurda zasuken in povzročajoč eksistencialni kolaps vsakdanjosti. Harold Pinter, na primer, trdil, da so njegove lastne igre zasnovane tako, da so smešni do te mere, da prenehajo biti smešne. Pravzaprav posredna formula za tragikomičnost, ki se je neposredno vrača k Čehovu. Obe načeli, komično in tragično, pri Čehovu soobstajata vzporedno, se naglo spreminjata brez prehajanja, na nas, bralcih, gledalcih, pa je, da izberemo, kateremu bomo sledili in katerega spregledali. Komedija je prav košček življenja, očiščen preizpostavljenega psihologizma in zasnovan kot metafora, primerna za zaplet, podvržen distancirani in presojevalni ironiji avtorja. Hvala za pozornost.